Veliki petek je, na dan, ko smo kristjani zbrani na Kalvariji, na kraju, kjer je Kristus, kot pravi Janez Krizostom, izvršil sodbo nad sodbo. Tukaj na tem kraju besede izgubijo pomen. Tišina, pesem. In eden izmed največjih bizantinskih pesnikov, sveti Andrej Kritski, je zapisal: O Logos, svoje si telo in kri zastavil, ko si za vse bil križan. Telo, da bi me preustvaril, kri, da bi me opral. Duha si izročil, da bi me privedel Kristus k svojemu porojevalcu. Telo nam je vzročil v hrano v Evharistiji. Preko krvi nas očiščuje naših grehov in duha vliva v nas, da v nas budi ta sinovski odnos z očetom. Nahajamo se v kapeli, ki je posvečena sveti Heleni, kjer naj bi našla ostanke Kristusovega križa. Meni pa je posebej draga, ker je to najnižji del bazilike Božjega groba. In na misel mi prihaja roman Dostojevskega Zločin in kazen, kjer tako genialno opiše monolog Marmeladova. On naj bi imel vizijo Kristusa, ki podaja roko tistim v družbi, ki so najnižji, ki so tega najmanj vredni, pijancem, razuzdancem. In pravi Dostojevski v imenu Marmeladova: padli bomo preden, pokleknili k njegovim nogam in bomo glasno jokali. Smrt, grob. Veliki petek nas uvaja v ta jok, ko se jok žalosti spreminja v tisti jok bližine z Gospodom. Ko nas začne previvati veselje nad tem, da je Kristus umrl iz ljubezni. In sveti Izak Sirski pravi, da je resnični greh v tem, ko ne spoznamo in ne mislimo dovolj na Kristusovo vstajenje. In da ne mislimo dovolj na tisto veselje Kristusovega vstajenja. Kaj je greh proti prihajajočemu velikonočnemu jutru? In naj bo veliki petek namenjen ravno temu, da bi okušali to noro ljubezen Boga.